Ekstrakt pevskega zbora Gimnazije Novo mesto pod vodstvom profesorja Varja Popova je s pesmijo Mojčina pesem naznanil začetek današnje prireditve ob koncu pouka za dijake četrtih letnikov. Pozdravljeni na slovesni podelitvi priznanj in priznanj z nagrado Gimnazije Novo mesto. Priznanje Gimnazije Novo mesto podeljujemo za 4-letno zastopanje šole na javnih prireditvah, za najvidnejše dosežke naših dijakov v športu, raziskovanju, za uspehe na tekmovanjih v znanju in na različnih natečajih. Ob koncu pouka oziroma ob zaključku šolanja na gimnaziji želimo torej javno imenovati dijake, ki ste s svojimi uspehi, inovativnostjo in vedoželjnostjo pomembno prispevali k ugledu naše šole v javnosti. K mikrofonu vabim ravnateljico Gimnazije Novo mesto, Mojco Lukšič. Nisem najbolj domača z mikrofonom. Še. V svakom pogledu sve više napredu. Dragi dijaki, za vami je 4. leto šolanja na Gimnaziji Novo mesto, ki jo je večina med vami tudi uspešno zaključila. Pa poglejmo najprej uspeh po oddelkih. 4A 96%, 4B 83%,
Četrti C, 96,5. To je najboljši. Četrti D, 96%. Četrti E, 93, četrti K, 91. Četrti Š, 88. In maturitetni tečaj 30. V tem letu je bilo tudi veliko športnih dosežkov, pri katerih ste sodelovali četrti letniki. Naj naštejem samo nekatere. Odbojkarji ste dosegli 3. mesto na državnem tekmovanju. Badmintonisti ekipno drugi na državnem. Rokometaši drugi v državi. Šahisti drugi, šahistke tretje. Košarkarice pa so zasedle 4. mesto. Naredili ste tudi nekaj humanitarnih akcij. 14 dijakov je sodelovalo na krvodajalski akciji. V začetku aprila ste nekateri dijaki sodelovali v humanitarni akciji Dan za spremembe. Nekateri ste delali kot prostovoljci in na tak način prispevali k boljši družbi. Posebej bi pohvalila četrti B, ki je ob koncu šolskega leta zbral okoli 40 kg hrane in ste jo odpeljali na Rdeč križ. Naj nadaljujem z nekaterimi dosežki v tekmovanjih v znanju. 20 dijakov je naredilo izpit za nemško jezikovno diplomo, kar je rekordno število. Velika večina teh dijakov je iz 4. E. No, v 4. E je bilo tudi 18 odličnjakov. Sodelovali ste pri raziskovanih nalogah in pobirali zlata priznanja na tekmovanjih iz znanja kemija, matematike in nemščine. Med vami ste tudi prejemniki Krkinih nagrad. Aktivno ste sodelovali pri dejavnostih šoli, kar nekaj iz 4. letnika vas je pevcev, ste nastopali danes, in gledališčnikov. V vaši generaciji ste tudi pionirji razvoja podjetništva na šoli in ste dosegli zelo velike uspehe. Vse to so dosežki in uspehi, za katere ste morali garati in vložiti veliko energije. Na šoli smo se trudili, da smo vam bili v teh 4 letih pri tem podpora in upam, da smo prispevali pomembne kamne v mozaike vaših življenj. Moram pa povedati, da sem razočarana nad tistimi posamezniki, ki ste danes delali škodo po dijaških vecejih in s tem pustili zdrav priokus za celotno generacijo. Razredniki so vas o podelitvi spričeval zaprosili za vaše naslove. Na šoli želimo spremljati uspešnost naših dijakov v visokošolskem prostoru. No, tisti razredniki, ki ste pozabili, boste to naredili naknadno. Torej, zanima nas, kako boste uspešni naprej pri študiju in vas še enkrat naprošam, da nam odgovorite na poslane maile v juliju in v naslednje leto v mesecu septembru. Kljub temu, da z današnjim dnem zaključujete šolanje na gimnaziji Novo mesto, vas čaka še en zelo pomemben opravek – matura.
Matura je finale gimnazijskega izobraževanja in vam bo odprla vrata v novo obdobje vašega življenja. Zadnjič sem slišala misel nekega univerzitetnega profesorja, ki je dejal, da se študij ne naredi z glavo, temveč z ritjo. Mislim, da tako velja tudi za maturo. Sedeti bo treba. Trenutna družbena klima ni najbolj spodbudna, ne za stare, sploh pa ne za mlajšo generacijo. Zato vam želim, da ohranite optimizem in pozitivno naravnanost do življenja. Če boste to imeli v svojih srcih, potem bo življenje veliko lažje. Za konec pa še misel Eleanor Roosevelt. V življenju ciljajte na luno, če zgrešite, še vedno lahko pristanete med zvezdami. Hvala ravnateljici za te spodbudne besede. Preden pa prejdemo k konkretnim imenom vseh, ki boste danes prejeli priznanje šole, noter še enkrat vabim ekstrakt pevskega zbora. Zapeli nam bodo Lover.
Zdaj pa k podelitvi. Začeli bomo s četrtim parom. Torej, četrta A. Priznanje za dosežke v športnem plezanju prejme Barbo Klemen. Mogoče pleza, kar je prav. Nadaljujemo s četrto B. Priznanje prejme Aida Bauer za dosežke v atletiki. Alex Gabrič prejme priznanje šole za sodelovanje v pevskem zboru. Polonca Krnc prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru. Ana Petrič prav tako prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru in za dosežke v atletiki. Petra Raubar prejme priznanje šole za dosežke v podjetništvu. Iz četrte B prejme priznanje še Domen Škurca za dosežke v odbojki. Nagrado pa iz četrte B prejme Ines Kastelic za izjemne dosežke v streljanju z zračno puško. Iz četrte C prejmejo priznanje šole Anita Bajuk za sodelovanje v pevskem zboru. Za sodelovanje v pevskem zboru in medvrstniški učni pomoči. Ana Krasta prejme priznanje šole za sodelovanje v pevskem zboru. Mateja Kralj prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru in za dosežke v atletiki. Martina Može prejme priznanje za dosežke na tekmovanjih znanja nemščine in bralnem tekmovanju Fifikus. Valentina Stanič prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru in za uspešno sodelovanje na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje. Priznanje šole prejme Tajda Uršič za sodelovanje v pevskem zboru. In prav tako za sodelovanje v pevskem zboru prejme priznanje šole Patricija Vrhovšek. Iz četrte C pa prejmejo priznanje z nagrado za sodelovanje v pevskem zboru na vseh šolskih prireditvah Domen Bohter. Z nagrado prejme Jan Gačnik za izjemne dosežke v odbojki in odbojki na mivki.
Prav tako za izjemne dosežke v odbojki in odbojki na mivki prejme priznanje z nagrado Žiga Glika. Priznanje z nagrado prejme še Nejc Princ za izjemne dosežke v košarki in atletiki. Čestitke četrtemu C, zdaj pa četrta D. Klara Gorič prejme priznanje šole za dosežke v košarki in sodelovanje v pevskem zboru. Priznanje gimnazije prejme tudi Barbara Hrasta za ustvarjalno delo v gledališki skupini Goga in za sodelovanje v pevskem zboru. Polona Klemenčič prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru. Za sodelovanje v pevskem zboru prejme priznanje tudi Urša Klobučar. Gašper Luhič prejme priznanje za dosežke v atletiki in v športnem plezanju. Luka Piletič prejme priznanje za bravost znanstvenega priznanja. Karmen Ponikvar prejme priznanje za sodelovanje v pevskem zboru. Zala Smolej iz 4. D prejme priznanje za medvrstniško učno pomoč. Priznanje z nagrado pa iz 4. D prejme Ana Skove za prva mesta na literarnih natečajih in prvo mesto na video natečaju Evropa v šoli. Četrta E. Priznanje prejme Manca Bukovec za sodelovanje v pevskem zboru, dosežke na tekmovanjih iz Londona. Jan Kapš prejme priznanje šole za dosežke v atletiki. Nuša Kastelic prejme priznanje za opravljeno prostovoljno delo. Iva Starc prejme priznanje za vodenje podjetniškega krožka. Aleš Vrca prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke na šahovskih tekmovanjih. Matej Burkat prejme priznanje z nagrado za dosežke v tekmovanjih iz znanja biologije, materinščine in nemščine ter za Krkino nagrado. Čop prejme priznanje z nagrado za sodelovanje v pevskem zboru. Simona Giričar iz 4. E prejme priznanje z nagrado za izjemne uspehe na tekmovanjih iz znanja kemije.
Priznanje z nagrado prav tako prejme Manca Hervol za uspehe na šahovskih tekmovanjih in na bralnem tekmovanju Fifikus. Priznanje z nagrado prejme Jan Jurečič za izjemne dosežke v rokometu. Katarina Juršič prejme priznanje z nagrado za sodelovanje v pevskem zboru, dosežke v atletiki in za opravljeno prostovoljno delo. Primož Kastelic prejme priznanje z nagrado za uspešno sodelovanje na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje iz znanja nemščine na natečaju Eurošola in za ustvarjalno delo v gledališki skupini Goga. Priznanje z nagrado prejme David Dušan Kastel za izjemne prejme priznanje z nagrado za dosežke na teniskih tekmovanjih v podjetništvu in za Krhino nagrado. Za izjemne dosežke v odbojki prejme priznanje z nagrado Jaka Piletič. Priznanje z nagrado še Jan Turk za dosežke v rokometu, atletiki in za uspešno sodelovanje na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje. Klasiki. Priznanje gimnazije prejme Nina Avguštin za sodelovanje v pevskem zboru. Prav tako za sodelovanje v pevskem zboru prejme priznanje šole Nina Vanessa Borsan. Za ustvarjalno delo v gledališki skupini Goga prejme Barbara Gorišek. Prav tako za ustvarjalno delo v gledališki skupini Goga prejme priznanje šole Zala Slana. In zdaj še zajeten kup priznanj in priznanj z nagrado za naše športnike. Sergej Cegler prejme priznanje šole za dosežke v atletiki in v nogometu. Janja Kramarič prejme priznanje za dosežke v atletiki. Za izjemne dosežke v rokometu in v atletiki prejme priznanje z nagrado Gal Adamčič. Brana prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke v rokometu in v atletiki. Priznanje z nagrado prejme Gregor Bučar za izjemne dosežke v atletiki. Za izjemne dosežke v odbojki prejme priznanje z nagrado Jurij Krstnik. Igor
Bovše prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke v košarki. Gašper Pucer prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke v odbojki. Nikla Šemrov prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke v badmintoncu. Za izjemne dosežke v odbojki prejme priznanje z nagrado Jernej Tomazin. Ivo Urh prejme priznanje z nagrado za izjemne dosežke v odbojki. Za izjemne dosežke v rokometu in v atletiki prejme priznanje z nagrado Anže Weiss. In še eno priznanje z nagrado Urban Zopančič prejme priznanje z nagrado za ustvarjalno delo v gledališki skupini Boga, vodenje prireditev ŠKL in za izjemne dosežke v rokometu. Podelili smo 63 priznanj z nagrado, iskrene čestitke še enkrat vsem nagrajencem. To so bila letošnja priznanja in priznanja z nagrado gimnazije Novo mesto. Hvala vsem, ki ste v teh 4 letih šolanja na gimnaziji zastopili našo šolo v javnosti in svojimi uspehi širili dober glas o nas vseh. Drage maturantke in maturanti, pridružujem se dobrim željam naše ravnateljice in vam želim veliko uspeha na vaših nadaljnjih poteh. Za konec nam bo pevski zbor še enkrat zapel. Sreče! Da
Šli